Ključno vprašanje današnjega časa je, kako zagotoviti dobrobit ljudi znotraj naravnih omejitev našega planeta. Še posebej pomembno se to zdi na področju kmetijstva, saj je agroživilstvo odgovorno za oskrbo prebivalstva s hrano in številnimi surovinami. A s tem povezana potrošnja je tudi eden od najpomembnejših vzrokov za izgubo biotske pestrosti, izpuste toplogrednih plinov in prekomerno rabo naravnih virov. Hkrati se kmetje soočajo s številnimi izzivi, kot so nizki dohodki in nestabilne proizvodne razmere, na primer zaradi nihajočih cen surovin in posledic podnebnih sprememb. Pa tudi naraščajočih pričakovanj potrošnikov, ki si želimo hrano, ki je zdrava in varna, ter pridelana okolju in rejnim živalim prijazno. Biodiverzitetna kriza je tako v strokovni javnosti kot v širši družbi še relativno slabo poznan problem. A je propadanje ekosistemov vse bolj opazno, tudi v evropski kmetijski krajini, kjer se je zgolj v obdobju enega človeškega življenja številčno živali, kot so ptice in žuželke, več kot prepolovila, številne pa so v zadnjih desetletjih prišle na rob preživetja. A ohranjanje narave, torej prostoživečih rastlin, živali in gliv, je v kmetijstvu zelo kompleksen družbeni problem, ki poleg ekoloških in socioekonomskih vidikov vključuje tudi vprašanja etike. Za reševanje tega problema zato potrebujemo veliko znanja in praktičnih izkušenj iz upravljanja zemljišči, ekologije, kmetovanja, ekonomike in dela z ljudmi. Ne bo šlo tudi brez sistemskih ukrepov, ne le v okviru skupne kmetijske politike, temveč tudi v izobraževalnem sistemu. Kako torej v Sloveniji kmetovati na sodoben in sonaraven način ter zagotoviti takšen razvoj podeželskih območij in kmetijstva? Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani smo v sodelovanju s partnerji poskusili združiti obstoječe znanje in izkušnje v pomoč vsem, ki delujete na tem področju. V imenu sodelavcev vas zato z veseljem vabim k obisku spletne strani Kmetovati z naravo in k udeležbi na strokovnem usposabljanju, upravljanje in svetovanje na področju varstva narave v kmetijstvu. Usposabljanje je namenjeno že zaposlenim strokovnjakom in študentom. Naučili se boste nekaterih osnov in veščin, ki so potrebne za naravovarstveno svetovanje na kmetijah, ter pridobili znanja, ki so lahko v podporo odločanju in izvajanju ukrepov v kmetijski in naravovarstveni politiki. Usposabljanje smo zastavili vsestransko in interaktivno. Vključuje spletni množični tečaj, ki vam omogoča, da učno snov predelate doma v ritmu, prilagojenem vašim obveznostim. Vsebuje pa tudi praktično usposabljanje v živo in na terenu, ter samostojno pripravljen naravovarstveni načrt za izbrano kmetijo. Pri tem boste lahko izkoristili podporo naših mentorjev, upamo pa, da bo program tudi odlična priložnost za mreženje in izmenjavo izkušenj med udeleženci. Program v obsegu 4 kreditnih točk tako poteka tekom enega študijskega leta, kar ustreza približno 8 vloženim uram dela na mesec. Več informacij lahko najdete na spletni strani Biotehniške fakultete in spletišču Kmetovati z naravo. Veselimo se srečanja in učenja z vami. Pa začnimo!